To bomo odprli, ko bomo vse skupaj. Ja, pa se smo vse skupaj. Kaj rečemo vse skupaj, mislimo vse skupaj. Trina prihaja. Kako prihaja? Je poklicala me, pa je rekla, da pride. Komentar na film. Živijo. Danes sem film dejansko drugič videl in lahko rečem, da definitivno se ga splača pogledati, ker film te prime na štartu in te drži do konca in doživiš različno plejado emocij. No, z tega profesionalnega vidika, 10 let je kar dolga doba za en film. Ja, definitivno, ampak včasih se pač okoliščine, posebej, kako so že rekli ustvarjalci v neodvisnem filmu, zgodijo, da grejo stvari malo svojo pot, če nimaš formalnega budžeta, financiranja in zmožnosti v osnovi. No, 12 let so snemali, dogaja se vse v enem dnevu. Si ti kaj opazuje tvoja profesionalna deformiranost, kot temu pravijo? Si opazil te starostne razlike med igralcih? Ne, kaj takega nisem opazil, edino pri liku Jureta Henigmana se mi je zazdelo, da v eni sceni sem ga videl s kapo, v drugi brez, pa sem to povezal najbrž za skrivanje las, ker se spomnim z drugih projektov, da je imel vmes dolge lase in podobno. Torej, v bistvu, glede na to, da se to ni opazilo, to je prav posebna v bistvu dosežek, da se ta leta ne opazijo. Ja, super so tole zamaskirali. Ustvarjalci na vseh nivojih, od montaže do color gradinga in ostalih departmentov. Odlično. Jaz sem celo osebno zelo povezan s tem filmom, ker sem delal prvo sezono Kajzerja, življenje Tomaža Kajzerja, igrala Katarina in takrat mi je rekla, ja, zdaj mi snemamo en film, ki ga bomo zdaj končali. Govorimo pa o letu 1913. Tako da sem osebno povezan s tem filmom. Mislim, sem ga spremljal od takrat. Rekel si 1913? Ja, 2013. No, glej. No ja. Razumemo. Ampak skoraj toliko je. Tam, skoraj toliko je trajalo, ja. Ja. Ampak glih to, 12 let, ampak en dan se dogaja film. Kako so dobro v bistvu izpeljali ta trik očesa? Ja, ne, v bistvu se praktično ni videlo. V samem filmu nikoli ne bi rekel, da je to v tako dolgem obdobju. Čeprav se je zares, ta glavni del so naredili v zadnjih 4 letih, mislim, ampak tudi 4 leta je ogromen cajt za tako zadevo narediti. Tako da čestitke in posebno čestitke, jaz strašno občudujem ljudi, ki s toliko energije kot Perica to počnejo. To ni lahko in to je zelo edinstveno. Ker v bistvu kaj tazga narediti je čisto poseben izziv, ne? Se pravi, na splošno jaz vem, kako je vsako stvar, vsak film, vsako stvar je zelo težko narediti. Mislim, se vedno, tudi mi delamo z malo denarja, ampak brez denarja je pa to še teže in da to pol na koncu tako zgleda, je šapo.